Danes v Pomurskem dnevniku jaslice na vsakem koraku. Pahor v poslanici nagovoril državljane. Dora s Peterletom o beguncih Evropske unije in Turku. V novo leto v družbi vikendice. Vreme jutri pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Od sredine decembra pa tja do prvih dni novega leta v Banovcih oživi Božična vas. Božična vas Banovci je edinstvena v slovenskem prostoru, katero si v mesecu decembru in prve dni januarja ogledajo številni obiskovalci in gostje iz različnih koncev Slovenije in tujine. Posebnost so jaslice, ki so postavljene na prostem pred domačijami, ki v drugi polovici decembra krasijo že skoraj vse domove v Banovcih. Gostje Term Banovci in obiskovalci pa sodelujejo pri izboru najlepše urejenih in postavljenih jaslic na prostem. Ni božiča brez jaslic. Ta rek so domačini v Banovcih vzeli resno in ustvarili Božično vas. Letos je tako na prostem zaživelo kar 40 jaslic. Ene izmed njih pripadajo Lidiji Topolek. Da pa delamo to, smo zdaj že navajene, to nam je zdaj že kot ena obveznost. Veseli smo, da pač ljudje pridajo od vse posod in eni so zelo navdušene, da so jaslice pač skoraj pri vsaki hiši. Fajn bi bilo, če bi bilo še jih več, letos jih je 41, kar precej več od lanskega leta in pa od prejšnjih let. Radovedneži si lahko ogledajo jaslice v koruznem ličju, takšne s prekmurskimi motivi, pa vse do disko jaslic. Ja, prav ste videli, izvirnosti domačinom ne manjka. Vsako leto se odločajo zraven in jih postavljajo na domačijah, na dvoriščih svojih domov. Nekaj lepega, smo vsi vaščani ponosni na to Božično vas, saj živimo z njo in ustvarjamo vsako leto nekaj novega, vsako leto nekaj lepšega. A jaslice niso le mah, ovce in pastirji nametani na kup, ampak morajo nositi sporočilo, je prepričan eden izmed razstavljavcev. Prvo, kar je pri teh jaslicah, ko jih začneš delati, moraš jih delati prvo, kar je z ljubeznijo. Odkrat v te jaslice nek trenutek ljubezni v bistvu. In te morajo, jaslice same, morajo dati že po izgledu neko sporočilo. Sporočilo pač rojstvo Božjega otroka. Izvirne in natančno izdelane jaslice si prihajajo ljudje ogledovati od blizu in daleč, kar domačinom daje še več zagona. Ja, zelo lepo se nam to zdi, ko pridejo drugi ljudje sem, pa ko se družimo, pa se na vesi kaj skuhamo, kaj rečemo, pa se fajn imamo. A ne le domačini in turisti, nad množico jaslic so navdušeni tudi otroci, ki naključnim obiskovalcem ob jaslicah radi kaj zapojejo. Majhna sem bil, piške sem pasel, piške so čukali, jaz pa sem ras. To je tisti čar, ki ga v Banovcih poskušajo ohranjati že leta in leta. Za Banovce, kakor tudi za vse ljudi, so pomembne zato, ker pač je to nekaj lepega, nekaj svetega, ker je to najlepši družinski praznik in ker uči samo dobro, da bi bili vsi dobri, da bi se spoštovali in da bi bil malo več na svetu mir. In prav zato bodo prihodnje leto k ustvarjanju jaslic poskušali pritegniti še več domačinov. V več mestih bodo danes potekala silvestrovanja na prostem. Obiskovalci bodo uživali ob koncertih in ognjemetih, ki bodo po napovedih vremenoslovcev dobro vidni. Bodo pa nekoliko nizke temperature, zato zdravniki ljudi opozarjajo, naj se v temperaturam primerno oblečejo. Zdravniki svetujejo, da naj se ob sprehodih, zimskih športnih radostih ter ne nazadnje veseljačenju na prostem ob vstopu v novo leto oblečemo predvsem večplastno. Se večplastno oblačenje bolje zadrži telesno toploto. Med plastmi oblačil se namreč zadržuje več zraka, ki poskrbi za izolacijo. Z več plasti oblačil je tudi enostavneje prilagajati potrebe po toploti. To je še posebej praktično pri raznih zimskih aktivnostih, kjer se lahko temperatura telesa hitro spreminja, še svetujejo zdravniki. Že naše stare mame so namreč govorile, da če nas zebe v noge, je tudi prehlad hitro tu. Zato je najpomembnejša res topla in morda celo vodoodporna obutev.
Prepogosto pozabljamo tudi na glavo in si mislimo, da ni tako hudo, če si ne pokrijemo s toplo kapo ali klobukom. Vendar izguba temperature je povsem enaka na vseh delih telesa, dodajajo zdravniki. In še zadnji nasvet. Nekateri kronični bolniki so zaradi same bolezni in zdravil, ki jih jemljejo, bolj podvrženi podhladitvam. Zaradi tega se morajo v mrzlih dneh zadrževati na toplem. V teh dneh pa je potrebno zlasti paziti na dementne in psihično obolele sorodnike, saj sami niso sposobni presoditi okoliščin ali pa se mrazu zaradi bolezni niso sposobni dovolj hitro umakniti, še dodajajo. Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici poudaril, da je pri premagovanju krize ključna zmagovalna miselnost. Po njegovem prepričanju se taka miselnost že dogaja, kar je nekaj novega in zelo spodbudnega. Želi si, da bi bili v novem letu ti občutki še močnejši, državljani pa še bolj povezani. Drage državljanke, spoštovani državljani, vesel sem. Med nami po dolgem času spet čutim več optimizma. Vse manj ljudi se sprašuje, zakaj nečesa ni mogoče storiti. In vse več se vas sprašuje, kako je to mogoče storiti. To pa je znak. To je nekaj novega in nekaj zelo spodbudnega. V novem letu vam želim, da bi bili ti občutki še bolj močni. Mogoče malce pogrešam občutek za našo večjo povezanost, zavedanje, da nam lahko uspe le skupaj. Ampak tudi to bo. To bo pomenilo, da spet gradimo skupaj prihodnost. Zdaj ne smemo odnehati. Gremo naprej. Srečno, Slovenija. Gost prve januarske oddaje Dora Nedeljski pogovori bo prvi predsednik slovenske vlade, dvakratni zunanji minister in evropski poslanec Lojze Peterle. Povedal je, kaj je bilo krivo, da je razpadla koalicija Demos, zakaj med Slovenci ni več enotnosti, kakšna je bila Slovenija ob plebiscitu, kdo je ravnal prav, kdo narobe ob izbruhu begunske krize, ali so plače evropskih poslancev previsoke. In seveda tudi o neskladju med volilnimi rezultati njegove stranke SKD na parlamentarnih volitvah v Sloveniji in na evropskih volitvah, ko je njihova lista dobila več kot 3-krat več glasov. V studiu TV Ideja je bilo vroče in nastal je polemičen in zanimiv pogovor. Oddaja Dora Nedeljski pogovori v nedeljo 3. januarja ob 18:22. Vstopite v novo leto z oddajo Vikendica, ki bo izjemoma danes na sporedu ob 11. uri zvečer. V silvestrski Vikendici bo voditelj Marko skupaj s priznanima pomurskima kuharjema Štefanom Srako in Fredijem Krajncem pripravil silvestrsko večerjo. Ob vstopu v novo leto vam bodo zaželeli znani Pomurci. Z Matejo Vavtar pa sta pogledala, kakšno bo leto 2016. O tem, kakšne šege in navade pa veljajo za prvi dan novega leta, pa se je Marko pogovarjal z Milanom Zrinskim. Ne zamudite oddaje Vikendica, danes večer ob 11. Tako da zelo skromen menu za dober okus in seveda fejs pocejne, bom imel gnesta v sredijo skujala, tako da si lejko tudi vsak še privošči doma, kako smo povedali, sestavine imate sigurno nendri v hladilnike, če kjer nemate, pa zamenjajte kaj. Tako kot pri vsakem delu, pride tudi pri našem delu do situacij, ki poskrbijo predvsem za obilo smeha pri tehnični ekipi, ki mora velikokrat prenašati naše spodrsljaje, muhe, pa tudi zabavne situacije, ki nastajajo med snemanjem. V uredništvu smo izbrali nekaj najzanimivejših trenutkov, ki jih želimo deliti z vami in nasmejati tudi vas. Pa poglejmo. Vuan leko? Vse štima? Ok, ti pa dan. Danes v Pomurskem dnevniku. Daj, vi bi tam imeli sukinče, kaj pa mu te kako nekšen frčafela tu vmes. Hvala Bojan, ko mi grestimo.
narašča glih, da ga sem pa najfajn preštela. To je zdaj tako ni lepo. Ej, ga sem zmedeno. Ridno. Jo, nej, jo. A nej. Regi, že praktično. Ti meni povej, če zmes imamo kakšne fleša. Hello, it's me. Danes v Pomurskem dnevniku. Osrednja dnevno-informativna oddaja na TV Ideja. Poglobljeni prispevki iz sveta gospodarstva, politike, kulture, družbe in športa. Zdaj te ne dam. Ne dam. Pujsa pa ne dam. Nisem to mislil. Dragi moj Bog. Vah, ti si poznala Pujsa Pepo? Znaš, kako je dobro kujalo, samo svinjsko smo gele. Reko, okej. Ko je to? Danes v Pomurskem dnevniku. Ne zamudite. Ne obračaj oči, Anja, na konce. Ja, ne, dobro, dobro. Na konci pisti bo boj tekel, je pa 3 sekunde počakaj. Kako so ti se obrnile? Nemajo pojma! Aleluja, kaj je to bilo? Tako, pso je kap zadejala, fudo je ti pred verami hudo. Ja, vse to se dogaja med snemanjem Pomurskega dnevnika. Zdaj pa na vreme. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer se bo predhodno delno zjasnilo. Več pa v nadaljevanju. Danes opoldne je bilo v Pomurju jasno. V Krajinskem parku Goričko in v Lendavi so namerili 4 stopinje pod lediščem, v Murski Soboti -5, v Radencih pa -6 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer se bo prehodno delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, najvišje dnevne od 1 do 5 stopinj Celzija. V naših krajih bo dopoldne zmerno jasno s temperaturami okoli -7 oziroma -6. Popoldne bo delno jasno, živo srebro pa se bo dvignilo do -1 ali -2 stopinj Celzija. V soboto, v nedeljo in v ponedeljek bo oblačno z jutranjimi temperaturami pod ničlo in tudi popoldne ne bo nič topleje. Tako, pa smo do konca pripeljali še zadnji letošnji Pomurski dnevnik. Hvala, da ste bili z nami, v našo družbo pa ste vabljeni tudi v letu 2016, v katerem želimo, naj vam čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi zastali in pomislili na drage prijatelje, se nasmehnili, spomnili in občutili lepoto tega, da imamo drug drugega. Lep preostanek dneva in nasvidenje.